Pozdravljeni. V pedoku Formule 1 vse bolj vztrajno krožijo govorice, da je morebitni kandidat za zamenjavo Maxa Verstappena pri Red Bullu Oscar Piastri. Kaj to pomeni in kaj lahko pričakujemo v prihodnosti, pa kot običajno v naslednjih minutah. Kot prvo je treba eksplicitno poudariti, da gre za govorice in nič drugega. Tudi če lahko informacije dobimo v dokaj zanesljivih virih. Sam tu navajam kar nekaj člankov v različnih jezikih, ki so dostopni na portalu motosport.com. In tudi Pol Di Resta je govoril v tej smeri. Sedaj se bo to zgodilo ali ne, bomo kot običajno videli skupaj. Ampak pri Red Bullu načrtujejo nekako prevzem Oscarja Piastrija, ukolikor jih Max Verstappen zapusti. In tu, če gre verjeti govoricam, lahko že sklepamo o marsikateri bodoči menjavi. Najprej, že dejstvo, da pri Red Bullu razmišljajo o menjavi za Maxa Verstappena, pomeni, da je Max lahko tudi že na izhodnih vratih. In tu se pojavljajo razne teorije. Prva je tista, ki ga nekako poseda na tisti izpraznjeni sedež v McLarenu. Ampak tu se pojavlja, po mojem mnenju, prvi večji dvom. Max Verstappen v McLarenu bi povzročil več zmede, kot jo imajo sedaj z Oscarjem Piastrijem. In če Oscar Piastri noče biti drugi voznik Landu Norrisu, kje je razlog, da bo kaj takega sprejel Max Verstappen? Vem, Giampiero Lambiase bo odšel v McLaren, ampak ne leta 2027, temveč leto kasneje, 2028, kar zna zadeve rahlo zakomplicirati. Sam sem videl bistveno bolj verjeten prestop Maxa Verstappena v tovarniško ekipo Mercedesa. In o tem smo govorili na kanalu pred več kot mesecem. In sedaj, seveda, ta teorija postaja zmeraj bolj realna. Namreč vsak voznik Formule 1 si želi biti v tisti ekipi, ki zmaguje. In če ima možnost izbora, bo voznik zmeraj odšel k najboljšim. V tem trenutku je verjetno malce nesmiselno razlagati, kdo najboljši je. In da smo točni, zagotovo to ni McLaren. In seveda, če držijo govorice, da bo prišel Piastri v Red Bull, je to zanimiva poteza. Namreč s tem, ko se sprosti tudi sedež pri McLarenu, bi lahko videli v bližnji prihodnosti kar nekaj zanimivih potez. Prvič, govorili smo, da Max Verstappen zapušča Red Bull, na njegovo mesto pride Oscar Piastri. Ampak, če gre Max Verstappen v tovarniško ekipo Mercedes, bo tam, po mojem mnenju, zamenjal Georgea Russella. In George Russell bi lahko, po mojem mnenju, edinole odšel v Aston Martin, na sedež, ki ga sedaj ima Fernando Alonso, ki mu bo seveda konec letošnje sezone potekla pogodba.
In seveda ne govorim s srcem, ampak skušam razmišljati z glavo. Tako se meni zdijo poteze najbolj logične. Ampak če Piastri zagotovo ni zadovoljen pri McLarenu in si želi imeti vloge prvega voznika, ki bi jo lahko dobil pri Red Bullu, kaj bi lahko dejali, kdo bo tisti idealni voznik za McLaren? Ne smemo pozabiti, McLaren je ena izmed vodilnih pozicij in mnogi si tam želijo biti. Ampak verjetno marsikateri glavni ne želi biti drugi voznik Landu Norrisu. In to, da pri McLarenu preferirajo Landa, mislim, da ni neka državna skrivnost, ki ima oznako strogo zaupno. In tu se odpirajo seveda nekatere možnosti. Leonardo Fornaroli je lani postal prvak Formule 2 in leto poprej Formule 3, je na razpolago. Je v tistem mladinskem programu, kjer mu z bolidi prejšnjih sezon nekako omogočajo nabirati kilometrino in on za biti drugi voznik Landu Norrisu bi bil po mojem perfekten. Leonardo Fornaroli, da ne boste mislili, je izjemno konstanten in konkreten voznik. V Formuli 3 je postal prvak, brez da bi zmagal eno samo dirko. In že to pove, kako konstanten zna biti. Po drugi strani puščam odprte možnosti, naprimer za kakšno vrnitev Carlosa Sainza mlajšega. Namreč Sainz in Norris se izjemno dobro razumeta. In to zna biti tudi faktor, čeprav je malo verjetno, da se bo Sainz vrnil v McLaren, ker se je žal zameril nikomur drugemu kot Zacku Brownu, ko je podpisal pogodbo z Ferrarijem in ni podaljšal z McLaren. A pustimo sedaj to. Govorili smo seveda, da Max Verstappen bi lahko seveda prestopil k tovarniški ekipi Mercedes, kjer bi bil skupaj z Andrejo Kimijem Antonellijem. Mislim, da Andrea Kimi Antonelli nima več kaj za dokazovati. In tu je nekaj, kar je meni osebno zanimivo. Namreč Antonelli in Verstappen se izjemno dobro razumeta na osebni ravni. In kot sodelavca v garaži bi po mojem mnenju izjemno dobro delovala. In tu je treba povedati, da če te govorice držijo, bi lahko sprožile plaz, ki bi bil logičen. Ampak verjetno marsikdo izmed vas je opazil, da nekaj manjka. Nihče ni omenil v vseh člankih, ki sem jih zasledil, kombinacije, kjer bi bil vpleten tudi Ferrari ali katerikoli izmed njegovih voznikov. Tu je treba povedati, da Charles Leclerc ima dolgoročno pogodbo, ampak vprašanje je, če se osvobodi pogodbe z Ferrarijem, kdo bi rad Leclerca sploh sprejel. Namreč razumeti moramo, da za prestop morata biti izpolnjena dva pogoja. Ekipa mora imeti prost sedež in voznik mora imeti seveda proste roke, kar se tiče pogodbe. In tu je verjetno treba upoštevati, da tudi Charles Leclerc si želi biti svetovni prvak. S Ferrarijem letos bo to težko in dajmo si priznati. Druga točka je Lewis Hamilton, ki ima že svoja leta in verjetno, če bo izkoristil tisto klavzulo o podaljšanju, bo prisoten še v sezoni 2027, ampak z rezultati, ki jih vidimo, bi lahko zgodbo končal bistveno prej. V vsakem primeru vidimo, da je Ferrari v tem trenutku glede na govorice potisnjen
malce ob stran. Tako da v prihodnje lahko tu pričakujemo dokaj stabilno ozračje, kvečjemu bi lahko v Skuderijo prišel Oliver Berman. In to je vse. Pri ostalih, kot ste videli pa tudi sami, se pričakujejo vsaj upravičeno kar zanimive revolucije. A toliko o tem. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.